V ekološki trgovini Kalček pa nam je Jelena Dimitrijevič tokrat govorila o boleznih srca in ožilja. Jelena, katere bolezni pa so povezane s srcem in ožiljem? Ja, bolezni srca in ožilja so danes zelo pogoste in velika umrljivost s temi boleznimi in zaradi tega je res treba pravilno ukrepati. Seveda poznamo aterosklerozo, ena taka najbolj znana povezava recimo s srčno-ožilnimi boleznimi, srčni infarkt, možganska kap, tudi aneurizme, ki so tudi povezane z možgansko kapjo, tudi visok pritisk, visok holesterol, tudi recimo srčno popuščanje, koronarne bolezni, periferna arterijska bolezen, tudi recimo povezavi z našim ožiljem, globoka venska tromboza, tudi pljučna embolija, tudi lahko so srčne palpitacije, tahikardija recimo ali aritmije srčne, tudi lahko prihaja do kakšnih okvar, srčnih zaklopk, angina pectoris, se pravi, so različne oblike, ampak osnova je nekako podobna, začne se vse pri aterosklerozi oziroma takrat, ko se začne nalagati v tale holesterol in potem tudi kalcij in kakšni trombociti, pa se lahko ustvarjajo kakšni krvni strdki in to vse pelje v težave s srcem in ožiljem, ki jih je res treba čim prej preprečiti. Kaj pa najbolj ogroža srce in ožilje? Ja, to, kar sem rekla, osnova recimo za nastanek različnih srčno-ožilnih bolezni nekako tudi leži v aterosklerozi, se pravi v tem, ko se začne zožati samo ožilje oziroma krvne žile, ni več dobre mikrocirkulacije, ni več dobrega pretoka, to konkretno pomeni, da ne bo do naših celic prihajalo dosti kisika, dosti hranilnih snovi in tukaj nastajajo težave, tudi če se ustvarjajo kakšni krvni strdki, se pravi, takrat se začne dogajati tudi nekaj, kot je srčni infarkt ali recimo možganska kap, ni prekrvavljenosti več tistih organov pravilne, ampak seveda tudi starostjo prihajajo težave, ko začne tudi pešati zdrave, tudi ko začne se tudi zgubljati tista moč. Potem recimo moški imajo več težav s srčno-ožilnimi obolenji kot ženske, to je taka ena predispozicija recimo, ali genetika, ampak dejansko pri genetiki gre za to zelo majhen odstotek je tistih bolezni, ki jih s tem povezujemo, veliko stvari lahko rešimo tudi s našim pravilnim načinom življenja. Če recimo kadimo, če pijemo veliko alkohola, če imamo pa veliko telesno težo, če že imamo povišen krvni pritisk, holesterol, sladkor v krvi, to so vse znaki ali kakršnokoli drugo bolezen, recimo s tem se lahko poveča možnost za nastanek kakšnih srčno-ožilnih težav. Kakšen pa je nasvet za preprečevanje tega? Ja, vedno začnemo seveda pri hrani, veliko bazične hrane, tiste, ki delujejo varovalno na naše telo, ogromno sadja, ogromno zelenjave, različnih križnic, živil, ki so bogato z omega-3 iz rastlinskega vira, čija semena, lanena semena, jagodičevje, zelena listnata zelenjava, konopljina semena, orehi, to so dobri viri recimo omega-3. Potem zniževati seveda nivo stresa, to je ključno, ker to tudi vpliva na stanje srca in ožilja, tudi recimo se izogibati tistim živilom, ki delujejo slabo na naše telo, stimulativne pijače, kava, alkohol, tudi kajenje, hkrati vsa predelana živila, procesirana živila, vse to zamaši naše ožilje, veliko živil živalskega izvora, ta maščoba se tudi nalaga na samo ožilje, veliko tega holesterola, ampak hkrati tudi dodajanje res dobrih nutrientov za srce je zelo pomembno, da imamo zadostno količino vitamina koencima Q10, ki začne pešati oziroma se zmanjšati proizvodnja tam po 25. letu, tako da jaz vsem po 30. letu svetujem, da začnejo dodajati koencim Q10. Hkrati seveda ta omega-3 lahko je tudi kot prehransko dopolnilo, olje iz alg, vitamini B kompleksa, magnezij, silicij, kalij, zelo pomembni, tudi vitamini A, C, E, vitamin D. Se pravi, to so nekateri nutrienti, ki nam pri tem pomagajo, lahko recimo, ne vem, glog je fantastičen za srce, tudi nekatere druge rastline, ki nam pomagajo, da ukrepimo celoten ta sistem, tako da če se bomo tega držali, če bomo tudi veliko na soncu se pravilno gibali, tudi se sproščali, tudi bili veliko v naravi, to so vse ukrepi, ki nam lahko pomagajo, da pol naše srce dobro dela tudi tam do poznih let.